Pisala vam bom vajo čuječne hoje, vajo za krepitev, razvijanje čuječnosti in to vajo lahko počnemo tudi doma, v zaprtem prostoru. In za začetek si izberemo en prostor, kjer želimo to vajo izvajati. Ta prostor, kjer bomo imeli nekaj časa mir in tišino in bomo lahko v miru izvedli vajo čuječne hoje. Za začetek najprej začutimo, kako se naši podplati dotikajo tal. To vajo lahko izvajamo bosi ali obuti, tako kot nam odgovarja. In začutimo, kako se naši podplati dotikajo podlage, kako se dotikajo tal, ki nas podpirajo, ki podpirajo naše telo. Lahko se tudi rahlo zazibamo in opazujemo občutke v naših podplatih. Kakšen je občutek, ko se teža prenese na en del podplata, morda na prste, na peto. Samo opazujemo te občutke. Nato najprej damo namero, da želimo narediti korak naprej. In ko damo namero, začnemo počasi z dvigovanjem naše prve noge. Lahko je to desna ali leva noga, kot želimo sami. Ko počasi dvignemo nogo od tal, opazujemo občutke v podplatih. Kakšen je občutek, ko se podplat ne dotika več podlage? In kakšen je občutek, ko se najprej dotaknemo tal z našo peto in nato zopet s celim podplatom. In medtem opazujemo, kako se začne dvigovati tudi druga noga. Kako se dvigne od tal, kako se nazaj dotakne podlage. In tako počasi začnemo s čuječno hojo in opazujemo občutke v naših podplatih, kako se dvigajo od tal, kako se nazaj dotaknejo tal, kakšni so občutki. Morda opazujemo tudi občutke v naših nogah. Tako lahko hodimo v krogu ali pa od ene strani prostora na drugo stran. In naj bo to hoja brez kakšnega cilja ali namena. Navajeni smo, da kadar hodimo, da imamo vedno nek cilj, nek končni cilj. Čuječna hoja pa je brez cilja. Samo hodimo in opazujemo te občutke, ki so prisotni v naših podplatih, v naših nogah, morda tudi v našem telesu. In samo hodimo. Nič drugega nam ni potrebno početi v tem trenutku, nobenega naprezanja. Lahko tudi opazujemo, kaj se dogaja v našem telesu. Morda pride naša pozornost tudi kakšen občutek, kakšna misel. Karkoli privleče našo pozornost, pustimo, da je. In samo hodimo. Se prepuščamo tej hoji
in vsemu, kar je prisotno v tem trenutku. Hoji brez cilja, brez kakšnega posebnega namena. Nato po svoji želji zaključimo s čuječno hojo. In lahko nadaljujemo dan s tem občutenjem zavedanja sedanjega trenutka.